Ja, to the cloud. Ok. Recording bi mogel biti. Ok, se pravi, Neža, ki jih spustimo noter, počakamo še eno minuto. Tako. Za Facebook Live ne pozabiti, ne? Ja, se pravi, snemanje. Aha, veš, Facebook Live jaz ne bom mogla vklopiti. Facebook Live bom jaz dala v tistem času, ko boš šla ti, ker ne morem ga vklopiti, dokler imam screen share. Dobro, snema se, Facebook imamo. Še kaj? Ja. Gremo. Gremo? Srečno. Jih spustim noter. Ja. Zadnji odgovor. Ja. Dober večer. Dober večer. Dober večer. Dober večer. Dober večer. Večer. Dober večer. Dober večer. Jaz bom zdaj kar vklopila Facebook Live. Neža, prav? Tako. Tako, minutka je čez 7, tako da mislim, da lahko začnemo. Drži? Ok, gremo live na Facebook. Tako. Dober večer vsem našim današnjim obiskovalcem oziroma vsem gledalcem prek spleta. Lepo vas pozdravljam v imenu knjižnice Miklova hiša. Današnje predavanje poteka v sklopu projekta Sodobno znanje za vse generacije in nosi naslov Kako otroku pomagamo pri učenju branja. Predavala nam bo Ursula Lavrenčič, ki je tokrat že drugič z nami. Prvič smo izvedli predavanje v živo v oktobru, tokrat pa ga izvajamo nadaljavo. Najprej nam bo predstavila teoretični del, sledijo pa bolj praktične situacije, ki jih bosta predstavila skupaj s kolegom Andrejem Peršoljo. In zdaj v tem trenutku mislim, da smo se že vsi nabrali, tako da jima kar predajam besedo. Izvolite. Hvala lepa. Najprej predno delim ekran in bomo vsi, bom čist majhna na vašem zaslonu, želim lepo pozdraviti. Hvala, da ste se udeležili. Vprašanja v chat, tako kot smo rekli, in ja, mogoče povem samo še to, midva sta pripravila z Andrejem danes tak format, da bom naredila najprej 15 minut nekega tacega uvoda, potem se bomo tam 15-20 minut pogovarjala na podlagi vprašanj, ki sem jih že prejel, in potem imamo na koncu še nekaj časa za dodatno vprašanje. Ena gospa Marija pravi, da ne sliši. A vsi ostali slišite? Ok. Marija, ne vem, ne moramo pomagati v tem trenutku. Zdaj bom jaz delila takole. Torej, z vami sva danes Ursula in Andrej iz ekipe Kobi. Mi izumljamo, oblikujemo in razvijamo učne pripomočke, digitalne in nedigitalne za učenje branja. In kot je že Neža povedala, vas bom jaz danes peljala čez v bistvu ta proces. Meni se zdi zelo pomembno, da odrasli
razumemo, kako se naši možgani naučijo brati, ker potem otroku lažje pomagamo trenirati in pravilno vaditi. In prva stvar, ki je nekako moramo razumeti, je, da branje temelji na slušnem razumevanju. Se pravi, ko naše uho zazna neko verigo glasov, ki jo razume kot besedo, potem tej besedi pritakne pomen, ki ga naši možgani interpretirajo v tem svojem širšem smislu. In v bistvu koraki branja grejo zelo po tem postopku. Se pravi, najprej se otrok razume, sploh razumeti besede, kaj pomenijo, čist pred opismenjevalna faza, nauči se prepoznati zelo veliko besed, razume tudi, da ena beseda ne pa samo ene stvari, ampak da imajo veliko pomena. Kadar jaz rečem sladoled, mi vemo, se spomnimo na von, na okus, na teksturo, na mogoče na situacijo, v katero se ga jedli, vrsta pomenov. To ni enoznačna stvar, ta impuls, ki ga v možganih dobimo. In ta prvi korak k branju v bistvu nima še nobene veze z črkami in s tem, kar je zapisano, ampak s tem, da otrok začne pozorno poslušati, kako je ta naš govor zgrajen, da začne razumeti in slišati, da je beseda zgrajena iz glasov, da so povedi zgrajene iz besed in da so besede zgrajene iz zlogov. V fazi v bistvu šele začne razumevati, da so ti glasovi, da ima vsak tak glas nek simbol, neko črko in se začne učiti te črke. To je tam recimo že krog 3. leta, kakšni že prej, kakšni malo kasneje. Potem naslednja faza je, to pa je že stvar učenja branja, da on mora dva taka simbola začeti povezovati v eno celoto. Naučiti se mora brati dve črke skupaj, la, do in tako naprej. Parčke mi rečemo temu. Druga faza tega istega sklopa je, da začne vezati 3 črke v eno enoto, ki seveda nimajo v tem konkretnem trenutku še nobenega pravega pomena. In šele na to se nauči, da zna več teh črk povezati v en zlog, oziroma da te zloge začne zlagati. Se pravi, v tej fazi je izjemno pomembno, da mi njega spodbujamo, da on vleče in ne več črkuje, da ni njegova pozornost ni več na posamezni črki, ampak na sklopu. In ko se on teh predveščin nauči, potem, ko on vidi to besedo in jo prebere, seveda njej takoj pritakne ta isti pomen, kot ga razume, kadar mu to besedo povemo. In zaradi tega jaz pravim, da dobri bralci v bistvu berejo tako, da z očmi poslušajo. Zaradi tega, ker se v možganih prav enaki centri odzivajo za to, da pač on to lahko počne. Tako zdaj, jaz sem neži obljubila, da bom govorila zelo o tem, kako v praksi to doma lahko treniramo. Zato je bil to res najkrajši možen uvod v teorijo, ki ga jaz mislim, da znam narediti. Se pravi, ta prva faza, kako jaz besedo slišim zgradbo besed, se pravi, da prepoznam besede, zloge, glasove, da jih izpustim, zamenjam. To se trenira v bistvu z raznimi igrami za fonološko zavedanje. Na naslednjih teh prosojnicah sem jaz od spodaj dodala neke povezave, na vsebine, ki jih imamo mi, pa jih boste lahko tudi pol kasneje si prebrali. Ampak to gre predvsem prek iger, da otrok posluša tiste igre, besedne gosenice, mogoče poznate, hiša, avto, omara, naslednja beseda se začne z tistim glasom, kot se je prejšnja beseda končala. Naslednja faza, se pravi prepoznavanja črk, je zelo pomembno, da mi to abecedo otrok, da jo osvoji res zelo dobro, da prepoznava črke popolnoma brez napora in izjemno hitro. Najprej veliko tiskano abecedo, pač v slovenskem šolskem sistemu, potem pa malo. In kako to vadimo? Vadimo tako, da otroku ponudimo zmešano abecedo in da jo on mora pač čim hitreje prebrati. In bomo zelo hitro ugotovili, da mogoče pa kakšne črke vseeno mora malo pomisliti, in če mora malo pomisliti,
je to ni dovolj hitro za to, da bo potem bral. Je tiste črke treba še posebej vaditi. Vadimo jih pa lahko prek raznih veččutnih načinov, da uporabljamo materijale, da kaj gnetemo, da v kakšne materijale pišemo in tako naprej. Obstaja ena tehnika sekvenčnega učenja črk, ki je taka tudi zelo učinkovita, so tudi spodaj povezave. In res, da preverjamo, a otrok zna 25 črk zmešane abecede prebrati recimo tam v 15 do 25 sekundah, se pravi res hitro. Ko je abeceda res dobro utrjena, potem se mi lahko lotimo vezave. Otroka treba najprej naučiti, kako eno črko in drugo črko združi. To se zelo fino dela lahko na tak način, da more vleči med tem, ko govori s prstom, recimo ra in gre po tej puščici, tukaj vidite na sliki na bralnem listu, da glas vleče in gre to najprej zelo počasi. In mu najprej ponudimo črke, ki jih lahko vleči. Zveneče soglasnike, seveda samoglasnike, sičnike, šumnike in šele potem kakšne težje črke, ki se jih pa ne da vleči. Ker do takrat mora on to tehniko že dobro obvladati, zato da pol, ko vidi p, p bom mogel pa takoj na samoglasnik, se pravi, bom tako mogel reči pa. To se trenira z dvočrkovnimi bralnimi listi, spet so povezave, tudi na mail vam jih lahko potem pošljamo. Mi smo naredili eno tako mini brezplačno aplikacijo, kjer je v bistvu mi pravimo temu drilanje teh parčkov, da to zelo hitro, da jih zelo veliko v kratkem času lahko preberem. Če mu pa damo neka vezana besedila ali pa več besed, pa mu lahko samoglasnike obarvamo, zato ker potem on spet, ta njegova pozornost gre od samoglasnika do samoglasnika in on potem lažje vidi manjše sklope in vleče. No in potem je seveda ta faza četrta branja, ki traja zelo dolgo traja pa zato, ker ko smo mi tehniko dekodiranja osvojili, ko otrok zna prebrati katerokoli neznano besedo v bistvu, more vsako besedo, katere pomen pa on že pozna, večkrat prebrati, zato da se mu usidra v njegov dolgoročni spomin kot celota, da se mu temu se reče ortografsko zakodira, da bo on naslednjič, ko jo bo videl, v trenutku prepoznal. Se ne bo več ukvarjal s črkami znotraj te besede, ampak bo videl sladoled v enem kosu. In zdaj za vsako besedo tako besedo mora 3 do 5krat, kakšni malo večkrat dekodirati, zato da si jo usidra v svoj ortografski leksikon, pravi temu, to je en tak velik slovar besed, ki so na voljo za takojšnji priklic. In zdaj to morajo zelo veliko vaditi. Pomembno je, da je ta vaja v nekem poču, ker bo trajalo res nekaj let, da on ne dobi odpora, da je primerno dolga, da so zanimive vsebine, da mu ne damo na začetku pretežkih stvari za ta trening. Kaj pa je pretežko? V slovenskem jeziku je zelo veliko zelo dolgih besed. Beseda sladoled je v bistvu za enega začetnega bralca že kar zelo težka. Že samo zato, ker je toliko dolga. Ker si on mora ohraniti, kaj je prebral na začetku, pa že do konca besede že pozabil, kaj je na začetku prebral. In da pozorno pregledamo, da besedilo nima predolgih besed, da so stavki kratki, da ni nekih podredi in tudi, da sama zgodbica, ki jo on bere, da je toliko dolga, da jo on v eni bralni seji lahko prebere. Če pa res bereš zelo počasi, potem pa se boljše, da se odločimo, koliko minut boš bral, a boš bral 5 minut, 6 minut, 7 minut, 10 minut in potem gremo na čas, pa ni to zelo važno. Skratka, on ne sme postati zafrustriran znotraj te vaje. In seveda zelo dobro, da spremljamo napredek, da vemo, koliko besed je prebral pred enim mesecem, pa koliko jih prebere zdaj in da se o tem napredku z njim tudi pogovarjamo. Ker okus po uspehu, pravijo, je najboljša motivacija, ne samo za otroka, tudi za odraslega.
In zdaj vsa ta spoznanja, smo mi nekako strnili ta naš učni pripomoček Kobi in zdaj bom samo v naslednjih minutah prav na hitro preletela, kaj Kobi vsebuje in kako smo se mi tega lotili. Se pravi, eno od najpomembnejših stvari je, da so vsebine primerne in da so zanimive. Zaradi tega je v Kobi zelo veliko takih knjig, pač e-knjig, kratkih in organizirane so oziroma vnešene so to našo knjižnico po stopnjah, da lahko tudi starš, ki mogoče ne ve točno, kaj prijeti v roke, vidi, če njemu stopnja 2 ustreza, potem bere pač vsebine iz te stopnje in tako napreduje. Lahko tudi povem, da je v bistvu Kobi edini verjetno ali pa eden redkih e-bralnikov, ki je primeren tudi iz tega vidika, da se otrok lahko dotika zaslona, ker smo ga očistili vse funkcionalnosti in zaradi tega tudi nekatere naprave, kot so telefoni, postanejo primerne za silo, če si nekje pa mogoče nimaš knjige pri roki za učenje branja. Načeloma pa mi zagovarjamo bogato bralno izkušnjo, se pravi, otrok mora brati iz različnih materialov, ni zdaj, da bi lahko rekel, da pa samo to je dobro, pa samo to je dobro, en tak dober miks vsega je verjetno najboljši odgovor. Funkcionalnost, ki imajo otroci zelo, zelo radi, je, mi temu rečemo, čudežni prstki, kjer si on s tem, ki si s prstom pomaga in sledi, osvetli lahko posamezno besedo, lahko kot na tej fotografiji celo vrstico, pa še ena drugačna oblika je, kjer je kot ena lupa, zaradi tega, ker njemu prst zelo pomaga, da zadržuje fokus na tem vezanem besedilu. Potem seveda mi lahko Kobi besedilo iz malih tiskanih spremenimo v velike tiskane, če otrok še obvlada dovolj dobro male tiskane besede, če dvakrat tapne na besedo, mu Kobi besedo prebere, s tem spodbujamo oziroma dajemo neko samostojnost, kontrolo v njegove lastne roke, ne dajemo mu občutka, da ga mi popravljamo, ampak on sam nekako si lahko pomaga. Vsakič, ko zaključi bralno sejo, mu povemo, koliko je prebral in starši oziroma pač pedagog, tisti, ki ima račun, dobi na mail potem poročilo, kaj otrok tisti teden prebral, njegova tekočnost branja za vse prebrano gradivo, kot ena taka meter za temperaturo. Tako da to je na hitro to, kar sem jaz imela pripravljeno za ta uvod. Zdaj pa bi prosila kar mogoče Andreja, da se mi pridruži in gremo na vprašanja. Gremo na vprašanja. Hvala lepa, Ursula, za tole predajo znanja. Zdaj predlagam, vsi, ki ste prisotni, 120 nas je live na Zoomu, dajte nam napisati v chat, lahko meni direktno, lahko vsem. Če imate kakršnokoli vprašanje, zdaj je prilika, zdaj imate tukaj avtoriteto na področju učenja branja. Tako da na to temo, Ursula, pa mene zanima na začetku nekaj, kje se človek sploh začne vsega tega učiti? Se pravi, kako si ti nekako, če svojo zgodbo poveš, kako si prišla do tega znanja, kaj danes imaš, kaj vse si izvedla po poti, kakšne raziskave si delala in tako naprej, da zvemo še malo o tebi. Jaz se s to pedagogiko branja ukvarjam recimo do zadnjih 6 let. Začelo se je iz enega zanimanja, ki pač mi imamo v družini disleksijo in bolj iz tega stališča se je začelo. Pred 4 leti sem se začela tudi profesionalno ukvarjati s tem, ker sem želela oblikovati učne pripomočke, ker sem pač preko te svoje družinske izkušnje se naučila jaz temu pravim finte, ki izjemno dobro delujejo, pa jih meni nobeden ni povedal, takrat, ko sem pač se kot mama s tem ukvarjala, pa sem si želela, da me je to zanimalo, tako bom rekla. Potem smo pred 3 leti ustanovili Hopalaj, ki je podjetje za Kobijem in od takrat naprej v bistvu intenzivno spremljali, kaj se dogaja v Ameriki predvsem. Oni so naredili ogromno raziskav z področja pismenjevanja in ves čas, ko nekako spremljamo neke te strokovne študije, jaz poskušam
nekako razumeti, kako, a pa ne razumeti, to tako enostavno, da iz teh špeha, teh strokovnih izrazov izluščiti bistvo, ker se mi zdi, da naši možgani so tako fantastični in ti otroci so tako fantastično učljivi, samo če mi ene par majhnih napak ne smemo narediti. In te napake so pa take, ki jih zna vsaka mama odpraviti. Ne rab študirati ene gore neke literature. In tako da v bistvu preko to, večino teh, predvsem to ortografsko kodiranje in to kodiranje, to so pač študije, ki Linnea Airey, recimo njene teorije, ki so se pač zdaj potrdile. Ok, hvala. Zdaj pa uporabnico zanima zgodnje učenje branja tam za recimo 4 do 5-letnega otroka. Kdaj lahko začnemo učiti v bistvu otroka brati? A je možno, da naredimo kakšno napako, ker hočemo prezgodaj recimo začeti učiti ali pa, ne vem, mogoče prehitevamo določene stopnje ali pa kaj podobnega? Zdaj tako, če ima otrok interes, ki ga sam pokaže in če je učljiv, potem ni nobenega razloga, da bi mi zdaj rekli, zdaj pa ti ne smeš. Se pravi, nobenega razloga, da bi otroka ustavljal v nekem njegovem naravnem interesu, da bi pa zato, ker si, ne vem, mi kot starši želimo, da bi naš otrok znal brati, pa ga zaradi tega prej, kot on sam da signal spodbujal, se pravi predno, takrat, ko ga moraš, ki je star 6 let, pa je v 1. razredu, pa nima nobenega efekta. Študije so pokazale, da 12-letniki enako dobro berejo, ne glede na to, ali so jih začeli učiti pri 4 letih ali pa pri 6. Vi morate vedeti, da recimo na Nizozemskem ali v Španiji grejo otroci s 4 leti v šolo in s 5 leti španski otroci berejo, tisti, ki nimajo kakšnih posebnih težav. In tako da jaz mislim, da pač tako kot je v slovenskem šolskem sistemu, se mi zdi, da je kar idealno za učenje branja. Če se pa predolgo čaka, je pa težava v tem, da se potem tisti, ki mogoče imajo težave v smislu disleksije, že zamudijo ko so možgani najbolj dojemljivi za učenje. Se pravi, če pa mi čakamo do 9. leta, pa otrok pri 9 letih še vedno mu to branje ni steklo, je pa nekako že zamudil tisto najbolj optimalno obdobje za učenje. Ok, kaj pa pol recimo v takem primeru, se pravi, če imamo zdaj doma nekega 9-10-letnika, ki ima določene težave pri branju, kako lahko zdaj recimo pomagamo z danes na jutri, kaj lahko še naredimo? Jaz mislim, da je glasno branje najboljši tak domači pripomoček. Velja pa popolnoma isto, da ne sme biti pretežko, da mora biti v dobrem vzdušju in da mora on sam dobro razumeti svoj napredek, ker 9-letnik pa že zelo točno ve. In kar je problem pa tem, da 9-letnik je pa že verjetno razvil en kup enih drugih sekundarnih mogoče frustracij ali pa sramu ali pa se mu zdi brez veze, obrambnih mehanizmov. In je seveda treba potem z otrokom celostno nekako delati, pa tudi te stvari nekako reševati. Zaradi tega je pa zelo dobro bralne težave detektirati čim prej, še preden se vse te sekundarne stvari nalepijo na ta osnovni problem. Se pravi, so sekundarne težave v bistvu dostikrat bolj problematične, kot recimo dejansko samo učenje branja. Seveda, mislim, te sekundarne težave dejansko je težko reševati. Slaba samopodoba, ki se v človeka zasidra pri 7, 8, 9 letih, bo verjetno še, ko bo 40 let star, bo še vedno čutil tisti občutek, mogoče, ne vem, manj vrednosti ali pa kakorkoli. Medtem, ko učenje branja pa za res zelo, zelo veliko večino otrok, seveda je res, da za nekatere bo potrebno veliko več vaje, ampak jaz mislim, da s tem, da veliko več vaje, da ni to pravi odgovor. Mislim, da je bolj pomembno iskati pravo vajo.
pa tisto vajo dobro delati, težko bomo iz teh otrok, ki so že tako velik del dneva v šoli, popoldne ali je to doma ali pa nekem specialnem pedagogu iztisnili še več. Mi moramo poskrbeti, da tistih 10 minutah vsake dnevne redne vaje on naredi maksimalno kar lahko korak naprej. In zdaj, mogoče bo nekomu branje steklo pri 7-8 letih, enemu pa pri 9-10, ampak ta procent ljudi, ki se pa res, mislim, za katere je pa res izjemno težko, ker imajo v bistvu na fonološkem nivoju, na tem, oni nekako ne slišijo tega, kako je govor zakodiran, potem se bojo pa tudi od kodiranja težko naučili, če me razumeš. Ker govor so zakodirani glasovi, branje je pa odkodiranje tega na nek način. Okay. Se pravi, v bistvu, če povzamem malo na hitro, moramo nekako otroka pripraviti do 10 minut kvalitetnega, v bistvu kvalitetne bralne seje. Zdaj pa Katjo recimo zanima, kako otroka, ki je, in tukaj vem, da imaš izkušnje, ker sva pred 14 dnevi skupaj sedela, kako otroka, ki je recimo hiperaktiven, pripravi, da bo vsaj 5 minut nekako zdržal in bral za mizo recimo. No, tako, naj samo povem, 10 minut glasnega branja, Andrej, je tudi zate velik, ne? Probi enkrat si daj štoprico, pa bereš, še mi čisto vhod. Mislim, tako, da 10 minut je res že veliko. Zdaj, otroci, ki imajo pa ADHD, je pa to mogoče 3 minute, ne? Zdaj, moram reči, da moja izkušnja je, da moraš biti zelo iznajdljiv s takim otrokom, moraš razumeti, da on ne da noče, on ne zmore, da on potrebuje vmes gibanje in neko fizično sprostitev in se z njim dogovoriti. Koliko je zdaj tisti čas s tem fantkom, o katerem zdaj ti govoriš, je šlo zelo lepo, mi da so imela polurne seje, znotraj tega veva, da imava 3 bloke, te bloki so ponovadi 7 do 9 minut, s tem, da mi bova 5, ne pa on zdrži 6 ali pa 7, pa smo pa ful ponosni. Jaz za vsak tak majhen blok nalepko in na tisto nalepko nariše, kako se mu je zdela vaja, ali je bil zadovoljen, ali je bil žalosten, ali je bil jezen. A veste, tako se mi zdi žalosten, da te bralne liste, ki jih podpisujemo starši, delamo kot sem te kontroliral, da si ti zdaj to opravil. V resnici bi mogla biti pa to otrokova informacija nam, a smo mi zdaj to vajo, a se on dobro počuti, da je to vajo dobro naredil ali ne. In zdaj, če to uspemo obrniti, je veliko boljše. No, ampak predvsem pa pri ADHD jaz mislim, da razumeti, da če otrok v fokusu 5 minut, je to že lahko s tem zelo veliko naredi. Mi smo videli res prav neverjeten napredek, ker so zelo učljivi. Ja. Ok, zdaj pa še ena strani učiteljic. Vas pa zanima, kako pomagati učencu na začetku predmetne stopnje, če je tehnika branja slaba. Praktično ona ima učenca, ki za razumevanje prebranega v bistvu potrebuje večkratno branje. Se pravi, večkrat ponoviti eno in isto branje, zato da sploh razume, kaj se pri branju dogaja. A to gremo zdaj nazaj osnove gledati ali kakšen bi bil tvoj nasvet, kako se tega lotiti? Ja, mislim, zdaj v bistvu pri branju sta dve veščini. Ena je čisto to dekodiranje. Koliko hitro mi znamo dekodirati, koliko hitro znaš ti prebrati eno besedo, ki nič ne pomeni, ali pa ki jo prvič v življenju vidiš. Zdaj, to veščino uporabljamo pa zato, da si potem zgradimo ta naš arzenal besed, ki jih potem znamo vleči. In zdaj v bistvu oba mehanizma mi ves čas na nek način uporabljamo. Dobro je pri takem otroku videti, kje je zdaj, a ima on
verjetno tak otrok, ki enostavno še vedno ne bere, ima težavo z dekodiranjem, ne dekodira dobro, pa bi bilo verjetno za njega bolj smiselno, da izboljša to tehniko dekodiranja, ker bo potem lahko hitreje usvajal branje. Tako da seveda je to zelo individualno, kar se meni zdi tako na nek način je res škoda, ker potem ti otroci, ki so zamudili ta vlak opismenjevanja prve triade, je toliko dela z vsem ostalim, da ni več časa, ne. On ima nalogo, pa tisti mora prepisati, pa on mora narediti, ne, in da mu potem rečeš, zdaj mi pa še 15 minut na glas, mislim, je res težko, ampak v bistvu pa je pa to osnova, ker če imaš ti s tem zajemanjem znanja težavo, potem toliko kognitivnega napora gre samo to, da težko narediš pa še tisto, kar bi pa v resnici mogel že, ne vem, v 7. razredu narediti. Za take otroke seveda so audio predvajalniki neke vrste rešitev, ne. Ker potem pač poslušajo z ušesi, ne berejo sami, to njemu pač ne vzame energije toliko in je pa verjetno treba poiskati vzroke, no, zakaj je do tega prišlo. Ok, pa to vprašanje recimo se mi zdi zanimivo. Kaj pa za tujce? Recimo, tudi tukaj imaš nekaj izkušenj, recimo z dvojezičnostjo otrok. Recimo tukaj uporabnica pravi, da hčerka v bistvu že hodi v 2. razred osnovne šole, angleško zna tekoče, recimo pri slovenščini se pa zatika. Angleško tekoče bere ali zna govoriti tekoče? Bere tekoče angleško. A je to zdaj problem, ker je slovenščina bolj kompleksen jezik, a je problem, ker je v bistvu... Problem je, da se angleško že naučila, slovensko pa še ne. Se pravi, sam več vaje. Mislim, ona se je zdaj naučila, zato ker angleščina je drugače zakodirana, ne, oni imajo druga pač pravila. Načeloma je slovenščina lažja kot angleščina, ne. Ker v slovenščini je za skoraj vse črke ena črka, en glas, ne, samo nekatere črke, kot je L, ne, ima ena črka recimo 2 glasova. V angleščini je pa teh kombinacij žnj, ne, je pa zelo težko, ogromno pravil. In zdaj, če je ona to nekako intuitivno je to stekla, je to super, zdaj pa pač mora se naučiti še, kako je slovenščina zakodirana in pač to vaditi tako spet od začetka. Ampak če en jezik že obvlada, bo šel, a ne drugi, verjetno bistveno hitreje. Tako lažje. Ja. Okay, mogoče pa ni to, je pa res, ne, da potem pa mogoče otroku z manjko motivacije reče, se že znam brati, kaj se hočeš. Zakaj bi se učil še enkrat? Tako. Ok, še eno vprašanje imamo v chatu. Kako vedeti, ali ima otrok običajne začetniške težave z razlikovanjem, prepoznavanjem črk in potrebuje samo v bistvu malo več prakse, malo več vaje? Oziroma, kdaj bi morali take težave potencialno prepoznati kot disleksijo, tudi če ni recimo prav tista huda izrazita, se pravi, kje je zdaj ta meja, kako se v bistvu, kako postaviti mejo, kdo postavlja to mejo, pa kako ustrezno odreagirati. Mislim, tudi za slovenščino so narejene študije, ne, kaj je srednja pričakovana tekočnost branja, se pravi, koliko besed otrok na minuto pravilno prebere. In mislim, da je to zelo tak dober termometer za čez palec. Če je malo pod tisto mejo, potem verjetno ni nič hujšega, se da, mislim, saj tudi, če se ugotovi, da je huda disleksija, pač imaš to diagnozo, ampak še vedno verjetno si žal, se bo kakor toliko naučil brati, zato ker v življenju pač težko funkcioniraš, če ne znaš, ne vem, prebrati menija pa tako. Tako da verjetno pač zdaj seveda ta tekočnost branja je malo lahko zavajajoča, če je namerno na nekih primernih besedilih, ampak to tudi lahko pošljemo, no, kakšno besedilo, s kakšno hitrostjo naj bi otrok v določenem razredu znal prebrati, ne. In zdaj, če je odstopanje tako, da starši včasih zelo dobro vejo, ne,
če so res veliko vadali, ne, pa res ni nobenega napredka, potem je res treba pogledati, zakaj tle ni napredka. In disleksija sama je definirana kot neka nepojasnljiva razlika med splošno inteligenco otroka ali pa splošno učljivostjo otroka, pa s tem, kako težko je njemu, res težko je njemu nekako te besede usidrati, ne. Tako da mislim, da slovenski šolski sistem načeloma je zelo dober, ker bi se v bistvu takoj mogla najti pomoč za enega otroka, ki zaostaja, šolske svetovalne službe in v okviru, ne vem, dopolnilnih poukov in tako. Včasih je pa res, tako kot pri teh otrocih z ADHD, da niso neučljivi, da so zelo brihtni, samo enostavno v tem sistemu ne najdejo toliko miru in toliko fokusa, da bi oni se lahko učili. Tako da, ja, upam, da sem odgovorila, no. Ok, kaj pa Mateja sprašuje za ADHD? Ona pravi, da kartončke z besedami razporedijo po tleh in otrok bolj skače od kartončka do kartončka, pa če je to ok. Mislim, zdaj, to je, če ti otroci že znajo dobro dekodirati, ne, pa potem na ta način samo nekako vadijo branje besed, jaz mi zdi super. Meni se zdi vse take ideje, ki vključujejo gibanje za to starostno skupino, sploh pa za ADHD super. Je pa pač najprej se pa mora naučiti, kako prebrati, bo on še vedno črkoval pa tiste besede pol, zato ker ima več časa, pa ni v redu, Treba je pogledati, a on zna, a on veže, a on zna prebrati 2 črke skupaj v trenutku. To je res to je osnova. Tako da mogoče ta ideja, s skakanjem, pa za tiste, ki mogoče pa še niso čisto tam prevezavi, pa potem samo z dvočrkovnimi sklopi ali pa s tročrkovnimi sklopi. Ok, zdaj imam pa še v bistvu v chatu en kup vprašanj glede same Kobi aplikacije. Mogoče lahko odgovorimo lih še na 1, 2, ostalo bomo pol, ne vem, mogoče več informacij poslali rajš po e-pošti po dohodku, ampak ok, recimo, a je Kobi bolj primeren za tiho ali za glasno branje? A je tukaj sploh recimo kakšna razlika pri Kobi aplikaciji? Recimo neke tipične uporabe, recimo Kobi aplikacije. Mislim, iz stališča Kobija samega je vseeno, iz stališča vaje branja je pa glasno branje boljše. Boljše pa zato, ker otrok sam sebe sliši in sam sebe preverja. On sliši, ti njegovi slušni centri delujejo zraven in bo šlo hitreje. On več pridobi z vajo, ki bere glasno, čeprav bo on rekel, pa bolj počasi berem, Tako da prvi korak je ta tudi, zagotoviti neko tako njemu varen občutek, da on lahko dela napake, da lahko narobe bere. Jaz tudi pravim pripravljati. Samo opozorite jih, da je bila napaka. Recimo, če lahko vem zdaj 2 primera, kako se to zelo super dela. Eden je, da prvič nikdar recimo prebere sladoled, namesto sladoled. Ne boš rekel sladoled, ne boš ga popravil, ampak boš rekel Zdaj otrok bo slišal, ste rekel lahko te bo ignoriral, pa bo šel naprej. Lahko to narediš, lahko to naredi, ampak on boš največkrat boste pa opazili, da se bo ustavil, pa bo probal popraviti. Druga, se pravi, moraš vzeti v zakup, da lahko bo on to ignoriral, in pa moraš to pustiti. Treningu z njim pogovoriti, poslušaj, v redu, če bereš besede narobe, ker pač ne boš se dobro naučil. Druga stvar pa je, to pa pač imamo v Kobiju, te čudežne prstke, jaz to ful rado uporabljam, sploh kadar je recimo moja hčera utrujena, da jaz s prstom vlečem, ona samo bere besede in zdaj, če ona narobe prebere, se premaknem naprej. In potem, če pa vidim, da res ne gre, pa potem pač na Kobiju lahko 2-krat tap narediš, pa pol Kobi prebere. Zato, veste, ker nam je zelo veliko lažje, če naš stroj popravi, za nas to ni isto, kot če nas popravi en človek. Če nek stroj, neka tablica nam nekaj pove, za nas to ni nič žaljivo.
Če pa nas človek popravi, pa ne glede na karkoli, vedno imamo en ta naravni občutek, ki ima še nek čustven naboj. No? Tako da pač s temi stvarmi se da dobro, se mi zdi, pomagati. No? Okay, super. Pa še zadnje strani, se pravi prisotnih. A se lahko na Kobi bralnik naloži učna snov? Konkretno snov iz učbenika pri nekem predmetu, pa mogoče malo kako je z vsebinami recimo v Kobi bralniku. Ja, to je ful dobro vprašanje. Ja, se da. Tudi naredili smo Kobi zelo s to idejo, da je čim bolj odprt, da vsebine lahko na različne načine prihaja noter. Se pravi, mi imamo, mislim, da v tem trenutku preko vseh gradiv, ki je v knjižnici, se pravi v angleškem jeziku, v slovenskem, pa tudi v španskem, jih je preko 700 kosov e-gradiva in v slovenščini jih je pa nekaj čez 300, mislim, da zdaj. Lahko še to povem, da do te angleške knjižnice tudi lahko dostopajo, kar je zelo fajn, seveda, ker tudi angleško se morajo naučiti brati in tam pa še toliko bolj pride ta funkcionalnost, tap, da besedo prebere, če ne zna izgovoriti uporabe. Sicer pa lahko besedilo poslikajo, imamo integriran OCR, se reče, se pravi, da iz slike pretvori v črkovni zapis in potem je shranjeno kot vsaka druga e-knjiga. Se pravi, se poslika, ampak pa če gradivo treba poslikati. Da se tudi PDF-e uvoziti, če pa imate slučajno učbenike že v PDF obliki, da ste jih dobili, pa lahko bi kar tako vozil nek PDF, ki ima nekih majhnih koščkov besedila, da potem ni nujno, da je v pravem zaporedju. Tako da te stvari je pač boljše poskenirati, kot pa da bi rekel, zdaj bom pa ne vem, nek učbenik za 4. razred, ki ima že kar zelo veliko vsebin, kar uvozil, pa bo kar uredil. Je bolj namenjen manjšim kosom, pa bolj takega enovitega vezanega besedila. Se pravi, krajše in bolj specifično, bolj kakovostno, bolj prilagojeno otroku. Ja. Okay, se pravi, imamo še zadnje 3-4 minutke, tako da jaz imam zate še zadnje vprašanje. Se pravi, če povzamemo zdaj vse skupaj, kar smo povedali v zadnjih 40-45 minutah, kaj je ena stvar, ki bi jo vzela in res pač poudarila, dala vsem prisotnim na dušo, kaj je absolutno ključnega pomena pri učenju branja? Ja, mislim, žal ne, ampak je redna vaja. Smiselna redna vaja. In to, da če začutite, da se je nekje ustavili, je zelo dobro iti par korakov nazaj. Tudi če je mogoče otrok že v 2. razredu, pa že zdavnaj bi mogel znati abecedo, že pisane črke se učijo. Dajte prebrati zmešano abecedo, a so še nekje ene črke, ki se zatika. A so, koliko je težava z obračanjem črk BD, Pač v Kobiju lahko vsako črko obarvaš in če recimo da črka F dela težave, in lahko še eno barvo, pa vsakič, ko bo otrok videl, no, to smo se pa pogovarjali, je pa F, da pozornost daš na to. Tako da to potem res, če vidite, da otrok bere kot lingo, jaz rečem temu, da črkuje, pa potem iz teh črk, iz te juhe črk ugane besedo, ne mu tega dovolj, dajte mu nesmiselne besede, da ne bo mogel tega početi, da ne bo nič pomenile. In vsak dan pa pomalem, pa pokazati mu, koliko je on že prebral. Zato, ker zadnjič sem računala, koliko besed prebere, recimo, če bere 5-krat na teden 7 minut, ali pa če bere 6-krat na teden 10 minut. Količina vaje, ki jo tak otrok dobil, je zelo, zelo večja. In mi ne moramo od otrok pričakovati, da oni pa bojo to kar iz nič, da moramo ustvariti en čas za glasno branje. In v šoli je to zelo težko, skoraj časovno nemogoče, da bi lahko vsak otrok dobil toliko kvalitetne vaje, pač časa za glasno branje. Je pač treba nekako narediti doma.
kompenzirati doma. Ok, Ursula, hvala lepa. Naš čas praktično je potekel. Ostale vprašanja so bila vezana več ali manjše na v bistvu ceno Kobi aplikacije, pa neke bolj specifične zadeve, tako da predlagam, da te stvari pošljemo kar po e-pošti v naslednjih dneh. Zdaj pa, ne vem, Neža, imate še kaj za kakšno besedo za zaključiti? Kako se vam je zdelo, kakšna povratna informacija mogoče? Samo da vklopim zvočnik. Jaz se vam iskreno zahvaljujem, predavanje je bilo super, sploh vas bi pohvalila ta praktični del z vprašanji, kjer lahko vsak, ki gre skozi poučevanje branja pri svojem otroku ali pa kot pedagog, najde sigurno kakšen koristen nasvet, ki mu bo pomagal pri nadaljnjem delu. Tako da bi se še enkrat predvsem zahvalila vama, Ursula in Andrej, seveda pa tudi vsem našim gledalcem oziroma poslušalcem. Hvala, da ste nas spremljali. To predavanje, če vam bo posebej še kaj ostalo v spominu oziroma če ste mogoče kaj zgrešili, bo v naslednjih dneh tudi objavljeno na spletu oziroma vam bomo poslali povezavo do njega po elektronski pošti, tako da si ga boste lahko pogledali še za nazaj. Res hvala za enkrat, pa lep večer še naprej. Hvala lepa in lep pozdrav. Lep večer. Lep večer, čau.